Cenjene obiskovalke, dragi obiskovalci, dober večer. 27. marca smo praznovali Svetovni dan gledališča in ob tej priložnosti bi vam sedaj prebrala poslanico. Povsod, kjer prebiva človek, se razkriva ta neukrotljivi duh uprizarjanja. Po drevesu v majcenih vasih in na tehnološko vrhunsko opremljenih odrih v svetovnih metropolah, na hodnikih šol, na poljih in v svetiščih, v najrevnejših predelih, na mestnih trgih, v zbirališčih lokalnih skupnostih in kleteh po mestih. Povsod se ljudje zbiramo, da bi se združili v mimobežnih gledaliških svetovih, ki jih ustvarjamo, in v živo, s telesom, dihom, glasom izrazili človeško zapletenost, našo raznolikost, našo ranljivost. Zbiramo se, da bi jokali in da bi se spominjali, da bi se smejali in da bi premišljevali, da bi se učili, potrjevali in mislili, da bi se čudili tehnični veščini in da bi utelešali bogove, da bi skupaj zadihali v zmožnosti doživljanja lepote, sočutja in pošastnosti. Prihajamo, da bi se okrepili in si povrnili moč, da bi proslavili bogatstvo kulturne raznolikosti, da bi porušili meje, ki nas delijo. Povsod, kjer prebiva človek, se razkriva ta neukrotljivi duh uprizarjanja. Rojanje iz skupnosti nosi maske in preobleke raznoterih tradicij, daje trdnost našim jezikom, ritmom in kretnjam in očiščuje prostore med nami. In mi, umetniki, ki ustvarjamo pod vplivom tega starodavnega duha, ga prepuščamo skozi naša srca, zamisli in telesa, da bi tako lahko razkrili svoje resničnosti v vseh njihovih običajnostih in svetlikajočih se vabljivih skrivnostnostih. Toda kaj je tisto, kar čutimo, da bi morali razkrivati v času, ko si na milijone ljudi prizadeva za preživetje, ko trpijo pod zatiralskimi režimi in v plenilskem kapitalizmu, ko ljudje bežijo pred spopadi in stiskami, v dobi, ko našo zasebnost udirajo tajne službe in naše besede cenzurirajo zelive vlade, v dobi uničevanja gostov, zastrupljenja oceanov, izgubljanja živalskih vrst, ali je v svetu neenakomerno razporejenih moči, o katerem nas skušajo različne hegemonistične ureditve prepričati, da je en narod, ena rasa, en spol, ena spolna izbira, ena religija, ena ideologija in en kulturni okvir vreden več kot vsi drugi, sploh še utemeljeno vztrajati na tem, da bi morala biti umetnost izvzeta iz družbenih prizadevanj. Ali umetniki iz aren in zotrom pristajamo na uničujoče zahteve trga, ali pa se zavidamo moči, ki jo imamo in s katero bi lahko očistili srca in duše naše družbe, okoli sebe zbirali ljudi, navdihovali, očarali in širili informacije ter ustvarili svet upanja in odkritosrčnega sodelovanja. Kot zanimivost, na današnji dan sta se rodila kar dva fizika, Japonec Shinichiro Tomonaga in Italijanec Carlo Rubio, oba Nobelova nagrajenca. Leta 1727 pa je na današnji dan v Londonu umrl znameniti matematik in fizik Sir Isaac Newton, utemeljitelj Newtonovih zakonov in nadarjen astronom. Upam, da boste tudi v naših fizikih uživali in vam želim lep večer. Sej se smega, ljudi? Ni v navadi? Kako? Skodelice čaja? Rajši dan. V zdravstveni stanovi ste. Nič. Kako lahko fotografiraš? Seveda, tudi. Kako je bilo sestri ime? Irena Štav. Starost? 22. Iz Kolmanga. Kaj se vodnikov? Pravi v Skodni Švici. Obveščeni? Po telefonu. Bovidec? Prosim, gospod inšpektor, bo človek vendar bolani. Vas bovidec? Ernest Heinrich Ernest. Pravo ima Einstein. Kaj? Se ima za Einsteina. A, to. Imate izjavo rane sestre? Seveda, gospod inšpektor. Kje bi se davljena, doktor? Nedvomno, z vrvico stoječe svetilke.
ti norci imajo včasih neverjetno moč, nekaj izrednega v tem. A tako, se vam zdi. No, potem pa je po mojem neodgovorilo, da te norce ustrežajo medicinske sestre. To je zdaj že drugi mor. Prosim, gospod inšpektor. No, pa druga nesreča v 3 mesecih govorile se rezeti. Če dobro pomislim, 12. augusta v neki Herbert Georg Beuter, ki se ima za velikega fizika Newtona, zazdal medicinsko sestro Doroteja Moser. Tudi v tem salonu, z bolničari bi se to nikoli ne zgodilo. Mislite, sestra Doroteja Moser je bila članica ženskega koborskega društva, sestra je bila pa državna prvakinja nacionalne judo-zveze. Pa vi? Dvigujemo teži? Kako zdaj vidim urbica? Prosim, gospod inšpektor. Storica? Igra na violino. Kaj se to pravi? Igra na violino? Saj slišite? Ja pa naj prosim preneha, moram ga razmišljati. Ni mogoče. Kako ni mogoče? Tega zdravniškega stališča ne moramo pustiti. Gospod Ernesto ne zdaj igrati na violino. Norec se vendar zdal medicinsko sestro. Ne gre za norca, temveč za bolnega človeka, ki se ima za Einsteina. Ki se ima za Einsteina, se mi smoči igra na violino. Se me ne boče zmešala? Ne. Ja, človek ne žestira. Čovče je tukaj. Tudi ne. Glavna sestra Marta, podite prosim po primariko. Tudi ni mogoče. Gospodična doktorica spremlja Einsteina na klavirju. Einstein se mora samo če ga spremlja gospodična doktorica. Ja, in pred 3 meseci je morala gospodična doktorica igrati šala, z njim da se umiril. Tudi bi več privolil glavna sestra Marta, govoriti mora za primariko pa konec. Prosim, potem pač počakajte. Ja, koliko časa bo še trajalo to škripanje? 4 ure je odvisno. Ne bom? Bom počakal. Bom počakal! Mi smo počali, gospod inšpektor. Ja, mene bomo počali. Trudno vam to ne. Seveda, gospod inšpektor. Gospod bom pokazala, da se videl kapelo skozi park. Sir Isaac Newton. Kriminalistični inšpektor. Me veseli, res me zelo veseli. Slišal sem ropot, stokanje na to kropenje in ljudi, ki so prihajali in odhajali. Se ne vprašati, kaj se tukaj godi? Sestra Reinštraub je bila zdravljena. Državna prvakinja nacionalne judo-zveze? Državna prvakinja? Strašno. Ernest Heinrich amnestiraj. Ampak, on vendar igra na violino. Umiriti se mora. Ja, najprej se res namučil, ko se ruval z njo, bolj slabotanje. S čim jo je? Z vrbico stoječe svetilke. Z vrbico stoječe svetilke. Tudi to je način. No, smili se mi dali Ernest in tudi prvakinja se mi smili. Sad da volite malo bom pospravil. Okr, zapisnik obveznijo dejanja nareda. Ne prenesem nareda. Fizik sem v bistvu postavil iz radoljubnosti. Da bi dokazal vzročno zvezo med nekim navideznim naredom v naravi in nekim višjim redom. Imate ovdje. Se vas ne moti, če kadim. O ne, prav na Prosite, ko že ravno govorimo o redu, tukaj smejo kaditi samo pacijenti, obiskovalci pa ne. Salon bi bil tako vas zasmrajen. Razumem. Vsaj, dovolite, če bi kozarče, konjak. Ne sploh ne motim. Dalje v mesti. Smili ste mi. Kako da mora človek zadaviti medicinsko sestro? Saj ste tudi vi zadavili medicinsko sestro. Jaz. Sestra Doroteja Moser. Rokoborko. 12. augusta. Zrbica od zavese. Pa se to čisto nekaj drugega, gospod inšpektor. Jaz pa vse zadnje nisem na zdravje. Na vaši zdravje. Doroteja Moser. Če takole pomislim, še lično blond, nenavadno močna, a gibčna kljub zajetnosti. Ljubila me je in jaz sem ljubil njo. Dilemo je bilo mogoče rešiti le z vrbico od zavese. Dilemo? Moja naloga je raziskovati gravitacijo, ne pa ljubiti žensko. Razumem. Zatvor pa še velikanska razlika v starosti. Gotovo. Se morate biti stari več kot 200 let. Kako to mislite?
Jano, če ste Newton? A ste snili, gospod inšpektor, ali se samo delate? Slušajte me. Pa ste res mislili, da sem jaz Newton? Ja, to mislite vi. Gospod inšpektor, a vam smem zaupati skrivnost? Se razume? Jaz nisem Sir Isaac. Jaz se samo izdajam za njim. In zakaj? Da ne bi zvedel ornistija. Ne razumem. Za razliko od mene, je Ernest res bolan. Domišlja si, da je Albert Einstein. In v kakšni zvezi to z vami? Če bi on ugotovil, da sem v resnici Albert Einstein, jaz sem potem bi blogam v strehi. A potem hočete reči? Seveda, sloviti fizik in utemeljite relativnostne teorije sem jaz. Rojen z 13. marca 1879 v Ulmu. Me se to veseli? Recite mi, kar Albert. Zida me je nekaj. Zagotavljam vam, da bi jaz igral Kreuzerjevo sonato z neprimerno večji zanasom, kakor to zdale počne Ernest Heinrich Ernesti. Je komandante naravnost barbarski. Ne spoznam se na glasbo. Verjamem. Sedi vam. Richard. Albert? Vas je zina, ker me ne smete aretirati. Ampak Albert? Povejte mi, zakaj me hočete aretirati? Ker sem nadal medicinsko sestro ali ker smo omogočili atomsko bombo? Ampak Albert? Povejte mi, če tukaj zraven vrata obrnete stikalo, kaj se zgodi? Luč se sveti. Da povzročite električni stik. Se razumete, kaj na elektriko, Richard? Nisem tisti. No, tudi jaz se bom naravno. Jaz samo postavim teorijo ne na podlagi opazovanja narave. Potem se to pretvorilo zapišem v matematičnem jeziku in tako dobim več formul. A potem pride do tehniki. In ti delajo z elektriko kakor zvodnik z vlačugo. Izrabljajo jo. Sestavljajo stroje porabiš še takrat, ko postane neodvisen od spoznanja, ki pripeljajo do njegove iznajdbe. In tako zadaneš vsak koso povzročiti, da zasveti žarnica ali pa da eksplodira atomska bomba. Zdaj bi me radi aretirali zaradi tega, Richard. To ni fair. Vse vas ne bi rad aretiral, Albert? Samo zato, ker me imate za norca. Zakaj se potem branite prižgati luč, če se ne spoznate elektriko? Očinec ste vi, Richard. No, zdaj pa moram poskrbeti za tale konjak. Ste bo glavna sestra Marta Ora Sajla. Z Bogom. Z Bogom, Albert? Morali sami sebe aretirati, Richard. Bomo pa kar krnil. Lahko gremo, gospod inšpektor. Jaz bom počakal na primariko. Razumem, gospod inšpektor. Z ekipo se vrnite v mesto Boha, res pridem z vami. Seveda, gospod inšpektor. Moj oče, tajni svetnik August von Sand. Prebival je v tej vili, preden sem jo spremenila v sanatorij. Velik mož, pravi človek. Bila sem njegov edini otrok. Sovražil me kakor hudo. Sploh vse ljudje sovražijo kakor hudo. In to z vso pravico. Kot gospodarstveniku so se mu odpirala brez nečloveške duše, ki so nam psihiatrom za večno zaprta. Mi, zdravniki se duševne bolezni vstanemo pač brezupno romantični človekoljubi. Pred 3 meseci je tukaj visel drug portret. Moj stric, politik, kancler Joachim von Sand. Tako, Ernest se umoril, vrgel se na postelje in zaspal. Kako srečno, lahko si vdala, in se bala, da boste odigrati še 3. Brahmsovo sonato. Poprosite, da gospodiče doktor Isi von Sand, tukaj kadim, čeprav ni dovoljeno, ampak jaz sem se Vedno res radite. Tudi sama sem hudo potrebna, da rekli, glavna sestra Marta Gabriela, dajte. Grozno. Uboga sestra je nadvse čedna mlada stvarca. Newton? Jaz sem čast. Bolje bo, če pospravim Zaradi glavne sestre. zaradi glavne sestre. Ste govorili z njim? Nekaj sem odkril. Če sem prav. Newton se ima razliti za Einsteina. To razlagal sem. V resnici pa se ima vendarle za Newtona. Ste pripričani? Za koga se imajo moji pacijenti, ločem jaz. Poznam mnogo bolje, kot se poznajo sami.
No, zato bi pa tudi vi morali pomagati, gospodiča doktorica. Vlada se pritožuje. Javni tožilec. Besni. Kakor da je to moja skrb vos? Ja, no, dva mora. Prosim, gospod inšpektor. Dve nesreči, v 3 mesecih. Priznati morate, da so varnostni pogoji v vaši ustanovi nezadostni. Kako pa si predstavljate te varnostne pogoje? Vodim bolnišnice, ne kaznenice. Vi tudi ne morete zapreti molilcev, preden zagrešijo umor. No, nekaj sem molilcev tema zanovce, ti pa lahko kadarkoli popočijo umor. Zdravi tudi. In to predvsej pogosteje. Kot da ne bi znali razločevati med nevarnimi in nenevarnimi pacijenti. No, ta različevalna sposobnost v primerih Ernestija in Boltnerja vsekakor drastično povedala. Žal, to me skrbi, ne pa vaš besneč javni tožilec. Zbudil sem se. Si tvoj glav? Prekrasno, profesor. Je sestre in... Ne mislim to več na profesor. Yes. To je lepo, profesor. Se pravi, bil on! Ernest Heinrich Ernesti. Prosim, inšpektor. Si to videl, sem se ima za Einsteina. Kdaj so te pripeljali sem? Pred 2 letoma. Pa ljubna? Pred 1 letom. Oba neozdravljiva. Vos res lahko rečem, da nisem ravno začetnica v svoji stroki. To vam je znano in javnemu tožilcu prav tako. Ne zelo cenim moje izvedenska mnenja. Moj sanatorij je svetovno znan in primerno drag. Napak si ne morem privoščiti. Sploh pa ne takšni, ki mi privedejo policijo v hišo. Teh nesreč zarodiškega stališča ni bilo mogoče predvideti. Medicinsko sestro bi prav tako lahko zadali vi. Ali jaz? Razen, če... Inšpektor, ničesar ne opazite. Česa? Pomislite na oba zdravnika. Jaj? Oba sta fizika. Pa? Tebe sta fizika. Vi pa res niste posebno sumničave sorte vos. Gospodična doktorica. Inšpektor? A vi mislite, da oba preiskujete? Oba preiskujete radioaktivne snovi. Ja, pa mislite, da je to kakšna zveza? Jaz samo ugibam. Oba zbolita, obima se bolezen poslabša, oba postaneta nevarna za okolico, pa zadali pa medicinsko sestro. Kam vodite vrata? V zeleni salon več informena stopnje. Koliko pacijentov je še tukaj? 3. Samo? Takoj po prvi nesreči smo ostale premestili v novo stavbo. K sreči sem si še pravočasno lahko privoščila novo ustanovo. Prispevali so bogati pacijentje in moji sorodniki, tako da so izumrli. Večinoma tukaj. Potem sem bila jaz univerzalna dedinja. Posoda vas. Jaz sem zmeraj univerzalna dedinja. Moja rodbina je tako stara, da že prav podobno majhnemu medicinskemu čudežu, če smem jaz veljati za razmeroma normalno, kar se zadeva moje duševnega stanja. Tretji bolnik? Tudi fizik. Čudno se vam zdi. Se mi ne zdi, sortiram. Pisatelj, talent izgrajcem, milijonarkom in fizike fizikom. Ime? Johann Wilhelm Wörth. Imam tudi on, kaj pravite z radioaktivnostjo? Ne. Pa mislite, da bi lahko mogoče tudi on? Že 15 let je tukaj, ni nevaren za okolico. Njegovo stanje je nespremenjeno. Gospodična doktorica, temu se ne boste morali izogniti. Javni tožilec za vaše bolnike kategorično zabija bolničarje. Jih bo dobil. No, lepo nam veseli, da smo videli, to je zdaj že drugič, da sem videli SNC, gospodična doktorica. Upam, da ste vam še kaj prikazali. Doktorica. Oprostite. Je sestra Irene že napada? Podorna mi. Postavite svečo v primek in mence. Se že telefonirala od Čepiča na dvojico. Kako pri moji teti sedi? Nemirna. Podvite dozo. Pa bratrancu Ulriku? Stabilen. Glavna sestra Marta. Žal moram prekiniti s tradicijo Vile de Serizier.
Fonsan, svoj tret fiziko si ne pustimo dozeti. Moji najzanimivejši primeri so. Moja odločitev je dokončna. Prav zanima, odkud boste vzeli bolničarje pri današnji nezaposlenosti. To skrb prepustite meni. Mladin so več prišla? Zeleno salončar. Ne pride nekaj, prosim. Ne za primera Gabrius. Hvala. Ampa, prosim, glavna sestra Marta. Prosim. Moja draga gospa Margius. Roze, gospa misionarjeva Roze. Kruto vas moram presenetiti, gospodična doktorica. Pred 3 tedni sem se namreč poročila z Oskarjem. Spoznala sem se septembra na nekem zborovanju. Oskar je bil dobec. Me veseli, gospod Roze, iz vsega srca se tako. Tudi vam, gospod Roze. Vse najboljše. Razumete naj korak? Seveda, gospod Roze, življenje mora teči naprej. Kako tiho je tukaj, kako prijazno. Pravi mir Božji vlada v tej hiši, prav izkakor v psalmu. Zakaj Gospod posluša svoje uboge, svojih jetnikov ne zaničuje. Oskar je namreč dober pridigar, gospodična doktorica. Moji fantje. Zdaj fantje. Zdaj, gospodična doktorica. Dolica očetnika, tlehitra. Hvala, sine. Krasni fantje, gospod Roze, zaupanje lahko se reče zaupnost. Gospodična doktorica, nisem brez razloga pripeljala seboj svojih fantov. Oskar je sprejel misionarsko mesto na Marijanskih otokih. Emocionalno. Po mojem se spodobi, da fantje pred odhodom spoznajo svojega očeta. Saj so bili še majhni, ko je zbolel in sedaj se je treba posloviti. Ne mara zavedno. Gospa Roze, z zdravniškega stališča bi vam sicer lahko nasprotovala, ampak človeško se mi zdi vaša želja razumljiva. Zato z veseljem odobrim to družinsko srečanje. Kako gre mojemu Johanu Wilhelmčku? Oh, naš dobri Margius, niti ne napreduje, niti ne nazaduje. Zagubil se nek svoj svet. Še zmeraj trdi, da se mu prikazuje kralj Salomon. Še zmeraj. Žalostna, obžalovanje vredna za Boga. Vaša dolga sodba, gospod misionar, me malček preseneča. Kot ste vljubimega ne računati s tem, da se dvigne zgoditi čudež? Seveda, ampak ne pri duševnem bolniku. Soditi tem, ali so pojavi, ki jih zaznavajo duševni bolniki resnični ali ne, ni stvar psihiatrije, moj dragi misionar. Psihiatrija skrbi izključno za stanje živcev in glede tega je naš Margius prav žalostno stanje. Gospodična doktorica, ne razumite me narobe. Spoznala sem na 15-letnega gimnazica v hiši svojega očeta, kjer je imel najemo mansardo. Bil je sirota in reven kot cerkvena miš. Omogočila sem mu, da je maturiral in pozneje študiral fiziko. Na njegov 20. rojstni dan sva se poročila, proti volji mojih staršev. Delala sva noč in dan. On je pisal disertacijo, jaz pa sem šla v službo v neko prevozniško podjetje. Čez 4 leta je prišel na svet Adolf Friedrich, naj prvi, potem pa še druga 2 fanta. Že sva mislila, da si bo oddahnila, na to pa je Johann Wilhelm zbolel in njegova bolezen je požrla neizmerno veliko denarja. Da bi preživljala družino, sem šla delati v tovarno čokolade. Toblerju. Vse življenje sem pregarala. Skoro za pogumna ženska. Dobro. Gospodična doktorica, Johanu Wilhelmu sem vselej omogočila bivanje v vaši ustanovi. Storoški so presegali moje možnosti, a Bog mi je vselej pomagal. Sedaj pa sem finančno popolnoma izčrpana. Niti franka ne moramo več pogrešati. Se razumem, gospod Roze. Bojim se, da boste sedaj mislili, gospodična doktorica, kako sem se poročila z Oskarjem samo zato, da mi ne bi bilo treba več skrbeti za Johana Wilhelma. Pa ne drži. Sedaj je še teže. Oskar je pripeljal zakon 6 fantov. 6? Oskar je strasten oče. Vendar pa sedaj mora nagraditi 9 otrok in Oskar nikakor ni krepak, njegov zaslužek pa je pičal. Ne joči, me prosim. Hudo si očitam, da sem svojega ubogega Johana Wilhelmčka pustila na cedilu. Gospod Roze, ne smete se sekirati. Johana Wilhelma bodo sedaj gotovo internirali v kako
državno bolnišnico. Sploh ne, gospodo, za naš dobri pa v bistvu stane tukaj v tej vili. Našel si je drago in prijetno družbo, tako nečloveško pa spet nisem. Tako dobri ste z mano, gospodična doktorica. Sploh ne, gospodo, za sploh ne. Samo po zaslugi skladov, Okrova fundacija za bolne znanstvenike, sklad doktora Štajnova, denarja in nakupe moja zdravniška dolžnost pa je, da ga nekaj odvede k vašemu Mobiusu. Verne vesti lahko odpete na marijanske otroke, ampak sedaj pa mu sem pripeljali našega dragega Mobiusa. Mobius, zapustite svojo fiskalno celico in pridite sem. Obiski imate. Johan Wilhelm. Boste pa menda prepoznali svojo soprogo, upam. Lina. Seveda je vaša Lina, Mobius. Pozdravljena, Lina. Johan Wilhelm, čak moj ljubi, dragi Johan Wilhelm. Tako, to je pravilno. Gospa Rose, gospod misionar, če boste še želeli, sem vam na voljo v novem nasprotju. Hvala. Moj fant je Johan Wilhelm. Trije. Seveda Johan Wilhelm, trije. Adolf Friedrich, tvoj najstarejši. Pozdravlja, mati. Pozdravljena, Friedrich, moj najstarejši. Koliko si star? 16 let, ati. Kaj bi rad postal? Župnik, ati. Spomnim se. Nekoč sem te za roko vodil čez trg svetega Jožefa. Sonce je žarko sjalo in cence so bile kako odmenjene šestino. Ti si? Wilfred Kasparati. 14 let. 15. Jaz sem bil postal filozof. Filozof? Zelo zgodaj je dozorel. Prav sem Schopenhauerja in Nietzsche. Tvoj najmlajši, Jurg Lukas, 14 let. Zdravljeni. Pozdravljeni, Jurg Lukas, moj najmlajši. Ta ti je najbolj podoben. Jaz sem postal fizik, ati. Fizik? Ja, ati. Ne, te ne smeš, Jurg Lukas. Nikakor ne, ti si iz glave prepovedujem ti. Sam se ti poznal fizik. Pa nikoli ne bi smel, Jurg Lukas. Zato sem zdaj v rišnici. Ampak Johan Wilhelm, to se vendar ne motiš. V sanatoriju si, ne v norišnici. Samo živce imaš načete, to je vse. Ne, za norega imajo vsi. In tudi. In moji fantje tudi, ker se mi prikazujejo od Salomi. Naj ti predstavi Moskarja Rozeja, Johan Wilhelm. Svojega moža, misionarje. Tvojega moža, tvoj mož sem res. Nič več, Johan Wilhelm, čak saj sva ločena. Ločena? To vendar veš. Ne. Gospodična doktorica von Sant te je zagotovo obvestila o tem. Mogoče. In potem sem se pač poročila z Oskarjem. 6 fantov ima. Bil je župnik v Gutaninu, sedaj pa je sprejel misionarsko mesto na Marjani. V Tihem oceanu. Ukrcamo se po jutrišnjem v Bremnu. Ja, tako je pač. Me veseli, da sem spoznal novega očeta svojih fantov, gospod misionar. Močno so mi prirasli k srcu vsi trije. Bog nam bo pomagal, kakor pravijo psalmi. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Oskar zna na pamet vse psalme. Davidove psalme, Salomonove psalme. Vesel sem, da so manje dobili tako poštenega očeta. Jaz nisem bil dovolj oče. Ampak Johan Wilhelm. Ne, resnično me veseli, čestitam iz vsega srca. Počasi se bomo morali odpraviti. Na Marjani. Se posloviti. Za zmeraj. Tvoji fantje so izredno muzikalni, Johan Wilhelm. Zelo lepo pojejo. Zapomnite, kaj je arhiv s tobou, fantje? Seveda, mati. Sveta plamen naj gori v tvoji nami duši. Bolj občutek, Da pa ne bo Gospodu sebe. Sveta plamen naj Salomonu na ljubo prenehajte. Ampak gospod Mobius, pa ravno Salomon bo vesel petja teh nedolžnih dečkov. Pomislite, Salomon, pesnik psalmov. Salomon, pevec visoke pesmi. Gospod misionar, Salomona poznam iz oči v oči. On ni več tisti veliki zlati kralj, ki upeva sulamiti in gazeli na dvojčka, ki se pase, da ne pijam.
Vrgel je škrlatni plašč. Nag in smrdljivški v moji sobi ubi kralj resnice in njegovi psalmi so strašni. Vi imate radi psalme, gospod misionar. Vse poznate. Naučite se še tehle na pamet. Salomonov psalm njim, ki se odpravljajo v vesolje. Odkurili smo jo v vesoljstvo, puščavam meseca, pogreznili smo se v njihov prah, marsikdo se je tiho stegnil tam. Večina pa se jih je zvrla v merkurjevih svinčenih glavih, se raztopila v oljnih lužah Venere in celo na Marsu nas je žrlo sonce, grmeče ravno, divno in žolto. Ampak Johan Jupiter. Jupiter je smrdel, bliskovito leteča se kaša iz metana, je visel nad nami na to mogočno, da smo kani neba. Vsega pa pozrali. Ampak gospod Mobius. Saturna smo obdarili s klehvami, kar je bilo potem, ni tako človek povolj. Neptun in Uran, nakuhana v sivo-zelen led, na Plutona in Trans-Plutona so leteli poslednji nesrami do Tipi. Saj smo sonce že zdavljeno zamerjali s Sirijem, Sirija s Kanobom, odgnane na signalu gor globine, kretkim belim zvezdam, pa jih vseeno niso nikoli dosegli. Johan Wilhelm, moj ljubi, dragi Johan. Že zdavna izgon mumija v svojih glavih prikriti skorjane snage, spačeni obrazi brez spomina, na zemljo dvihanje, ki je tam spodaj. Johan Wilhelm. Poberite se na Marijane. Pridite, gospod Rozem, pridite, fanti, gospod misionar, umirite se mora to vse. Poberite se, nemudoma, na Marijane. Vsi ven! Nikoli več vas hočem videti, razžaliti kralje Salomona, bodite prekleti, da bi s kompletnim Marijani vred tunili v Marijanskem jarku 11 000 metrov globoko. In pogaj ljudi, pozabi ljudi. Sama sva. Vaša družina vas ne sliši več. A tako, zdaj. Ja. Sem bil malček presedobit. Precej. Moral sem povedati resnico. Očitno. Razburil sem se. Pretvarjali ste se. Ste me spregledali. Že 2 leti skrbim za vas. Prav, priznam. Igral sem norca. Zakaj? Da bi se poslovil od želnih fantov za zmeraj. Tako strašen način. Na tako human način. Preteklost najbolje izbriše z norim obnašanjem, če si že v mladišnici. Moja družina zdaj je mirne vesti lahko pozabi. Moj nastop je vzel veselje, da bi me še kdaj obiskala. Posledice, ki potrpim jaz, so brez pomena. Samo življenje zunaj te ustanovi šteje. Biti nor nekaj stane. 15 let imajo Boga Alina plačevala zverinske vsote. Zdaj mu se zadnje že treba potegniti črto po to. Trenutek je bil ugoden, Salomon je razodel, kar je bilo treba razodeti. Sistem vseh mogočih iznajdb je sklenjen, posredne strani so zdiktirane. In moja žena je našla novega moža, pridnega in poštenega misionarja Rozeja. Lahko ste pomenili. Zdaj vse. Torej vi delujete v skladu z načrtom. Fizik sem. Gospod Mobius. Sestra Monika. Govoriti morava. Ja? Za najprej. Selima. Tudi mi, da se vam moramo posloviti. Tudi za zmeraj. Ne zapuščate? Ukaz. Kaj se je zgodilo? Premestili so me v glavno poslopje, ki prevzamejo okoličani. Nobena izmed sestre ne sme več pristopiti prave aktivide. Zaradi Newtona in Einsteina? Ne, na zahtevo javnega tožilca. Šefinja se je zvala težave s vodala. Sestra Monika. Nebogljen sem. Odvadil sem se izražati čustva in strokovnjaško nakladanje z noricami, s katerima živim. Človek komaj lahko imenuje pogovor. Umolknil sem, bojim se, da tudi naznotraj. Vendar pa vidite, da se je vse spremenilo, ko sem spoznal vas. Postalo je znosnejše. No, zdaj se je tudi to končalo.
2 leti, ko sem bil nekoliko srečnejši, kakor sicer, ker sem zaradi vas, sestra Monika, imel pogum vzeti nase odmaknjenost in usodo noč. Zdravi ostanite. Ampak, gospod Mobius, jaz se snimam za novega. Sej se tudi sam nimam. To ničemer ne spremeni mojega položaja. Ampak jaz... Smola imam, da se mi prikazuje kralj Salomon, ampak je že tako, da je ni bolj nespodobne stvari, kot je čudež v kraljestvu znanosti. Ampak jaz verujem v ta čudež. Vi verjamete? Ja, verujem, da se vam prikazuje kralj Salomon. Vsak dan, vsako noč. Vsak dan, vsako noč. Da nekaj skrivnosti in narave, soodvisnost vseh stvari, sistem od vseh mogoče priznaj. Verjamem, in če bi mi rekli, da se vam prikazuje tudi kralj Dan, z vsem svojim dvorom, bi verjela. Enostavno vem, da niste bolni čuti. Sestra Monika, pojdite. Ostane. Nikoli več vas hočem videti. Potrebujete me. Nikogar drugega nimate več na svetu, niti žive duše ne. Smrtonosno je, da bi kralja samo. Ampak, gospod Mobius, jaz vas ljubim. Kaj, sestra Monika, priznali ste vi svojo vero in svojo ljubezen. Prisilili ste me, da vam bom zdaj tudi jaz izdal skrivnost. Tudi jaz vas ljubim, sestra Monika. Bolj kakor svoje življenje. Zato ste v nevarnosti, ker se ljubiva. Ampak, gospod profesor. Enkrat sem se spomnil. Ampak, gospod profesor. Zakaj so sestre, Ne mislite več na to, gospod profesor? Kdaj še mogel igrati na violino? Vse ste že. Kakila? Ja, Krojcerjevo sonato, medtem ko je bila tukaj policija. Krojcerjevo sonato? Hvala Boga. V čem je sploh? Ne igrati na violino in tudi pipe na malo. Studno kosila. Pa nehajte. Kje vas vidim, če sem pa albertajšta? So vidno ljubite? Ljubi vas. Tudi sestre Irene so se ljubile. Vse je htela narediti za me sestre Irene. Tako sem se nanjo, svaril sem jo, delal sem z njim, kaj ga sposobno. Vratil sem jo, da pobegne za mano. Ostala je. Na deželo se je htela preseliti z mano v Kolbank. Poročiti se je htela z mano. Celo privelenje imela gospodične doktorice Fauzane. Takrat sem je zadala. Boga sestre Irene. Nič ni bolj nesmiselnega, kot glasbenost, s katerim se živi. Pojdite se uleč, gospod profesor. Kako mi rečete, ja? Bodite pametni, Albert. Vi bodite pametni, sestre Monika. Obogajte svojega ljubega in pobegnite. Drugače sta pogledali. Gre spet spati. Lahko noč, Albert. Ubogi noc. Pa bi vas moral kljub vsemu prepričati, da me ne smete ljubiti. Ampak vi niste nori. Pametneje bi bilo, če bi verjeli, da sem. Pobegnite, poberite se, pobrišite jo. Drugače bom moral tudi jaz delati z vami kako s psom. Raj delati z nami kako z ljubico. Sestra Monika, poslušajte. Zagrešil sem veliko napako. Izdal sem skrivnost, nisem zamolčal, da se mi prikazuje kralj Salomon. In zato mi je naložil pokoro za vse žive dni. Že v redu. Ampak ni treba, da zaradi tega trpite še vi. Vseh ljudi ljubite duševnega bolnika. Samo nesrečo si boste nakopali. Zapustite to ustanovo, pozabite me. Tako
bo najbolje za naju oba. Si me vidite? Zakaj tako govorite z mano? Spati hočem z vami, otroki hočem imeti z vami. Vem, da je brez samo, kar govorim. Zakaj me ne pogledate? Vam mogoče nisem všeč? Priznam, moja bolničarska uniforma je res grda. Sovražim svoj poklic. Že 5 let delam v omenu ljubezni do bližnjega, strežem bolnikov. Nikoli se nisem odrekla, žrtvovala sem se. Sedaj pa hočem biti le enemu na uslugo. Le za enega se hočem žrtvovati, ne zmeraj za vse. Na uslugo hočem biti svojemu dragemu vam. Vse bom naredila, kar boste hoteli, delala bom dan in noč. Samo ne pošljite me stran. Se sem tudi jaz sama, se tudi jaz povem, da drugega nimam več na svetu, kakor vas. Moram vas poslati stran. Ne res, nič ne ljubiš. O moj Bog, Moni, ljubim te, saj ravno to je tisto noro. Zakaj me potem izdajaš? Pa ne samo meni. Pravi, da se ti prikazuje kralj Salomon. Zakaj izdajaš tudi njega? Monika, tako si misliš o meni, kaj si hočeš? Lahko me imaš za slabiča, to je tvoja pravica. Nisem vreden tvoje ljubezni. Ampak Salomonu sem postal zvest. Udrl je mojo eksistenco iznenada, nepoklican. Zlorabil me je, uničil mi je življenje, ampak ga nisem izdal. Si prepričan? Ti dvomiš? Ti se ti da moraš delati podporo, zato ker si povedal, da se ti prikazuje. Mogoče pa delaš zato, ker se nisi zavzel za njegovo zadetje. Jaz te ne razumem. Diktirati se s tem vseh mogočih iznaj. Pa zakaj boriš za to, da bi bil priznan? Saj me ima vendar za norega. Ne, tvoj pogum. Pogum je v mojem primeru zločin. Govorila sem z gospodično doktorico Gonzalo. Govorila si? Ja, prost si. Prost? Ja, poročiti se smela. Gospodična doktorica je rekla, da te ima svobodnega, vendar ne za nevarnega in ne za tedno obremenjenega. Ona, da je bolj nora od tebe, je rekla in se smejala. Lepo od njih. A ni krasna? Brez dvoma. Dobro, Mihila, sprejela sem delo patronažne sestre v Maštajnu. Imam nekaj prihrankov, ne popolnoma treba skrbiti. Vse je treba, nekaj sem imala rada. A ni to krasno? Seveda. Ampak to še ni vse. Govorila sem s slavnim fizikom Šerbertom. Bil je moj učitelj. Ja, nekako, tako se spomnim. Bil si njegovo najboljši učenec. O čem sta govorila? Rekla, da bo brez posodkov pogledal tvoje rokopise. Pa si mu povedal, da so v bistvu Salomonovi. Ja, smejala se je. Rekel je, da si bil že od nekaj škilec. Johan Wittler, ti si izvoljenec, ne smija misliti le na nase. Hoditi moraš po poti, ki ti jo narekuje čudež. Hoditi moraš neomajno, tudi skozi boro, ki bo smeho. Je zelo in dvom. Johan Wittler. Ta pot vodi ven iz te ustanove. Ta pot vodi med ljudi, ne v samoto, vodi v boj. In jaz sem na svetu zato, da ti pomagam, da grem skupaj s tabo v boj. In ne bo, ki ti je poslala kralja Salomona, je poslala tudi mene. Nisi nič vesel? Zelo. Vlako bi Maštajno odide čez 20 minut. Jaz grem pripraviti kovčke. Tvoje rokopise. Stonilo se je. Daj se zgodaj noči. Jo pa vidno. So bili. Ti tudi. Od sreče.
Kaj se je zgodilo? Zahvalil se bi sestri Moniko že. Ajšna spet vode. Krajzlarja. Šel na rozmarin. Monika Štekel, Starost? 25, Domštajna, Kaj so rodnikov? nič. Kaj je pred 3 meseci? Bi hoteli morilca... Osem, pričeval vzrezni. Storili se videti? Nič ne mislim na druge. Če je to kaj. Spomnim. Tale tretji umor. Osem, pričeval vzrezni. Hočem reči, nesreča. Prav treba mi je bilo videti, da se vse vse lahko kar gre. Monika je bila moja najboljša medicinska sestra. Razumela je bolnike, znala se živeti. Ampak njena smrt še ni najhuje. Povod je splavila moje dobro zdravniško ime. Bože je prišlo. Večer je za naše drage pacijente, ko so tišali medicinci. Uwe Siemens! To je Uwe Siemens, nekdanji evropski prvak boksno težke kategorije. Da je ta glavni bolničar drugile sekcije. Druga dole je kaj? Muriga, nekdanji južnoameriški prvak težke kategorije in MacArthur, severnoameriški prvak srednje kategorije. MacArthur je blizu. MacArthur, malce izgledal strani. Kaj ima danes na sporedu naši dragi bolniki? Njo ne biti močki. Polijala prav potom za. Fantastično. Kako nasredno? Jaz sem uradnik 13. razreda, tam se, kar se kulinarike tiče, bolj malo dogaja. Večerja za naše bolnike je pripravljena. Pacijenti se posprešajo sami, lahko greste. Hvala se. Čas nam je bilo. Ničak. Zadovoljni? Wow, Kristan, če bi jih imeli pri policiji. Radi so skromni. Ja, z vaši kriminalkami in industrijskimi magnati ste lahko privočite. No, Jan Dožilec bo na posle zadovoljen, ko bo slišal za te fante. In se nič ne zmudne. Spet, kaj se je Vem, dan. Res ne bi hvala? Ne. Monika, ljubezen moja. Ne, kako ste mogli to storiti? Morali ste mojo najboljšo medicinsko sestro, mojo najmilejšo medicinsko sestro, mojo najbolj ljubko medicinsko sestro. Saj mi je tako žal. Žal. Kralj Salomon mi je ukazal. O, kralj Salomon, veličanstvo je dobilo umor. Spal sem prijognem in zelo mračen večer, ko je čez parking teraso priplaval zlati kralj in skozi šipo se šepetal ukaz. Prostite vas, moj živc. Je že v redu. Takšna ustanova človeka izčrpa. Se lahko mislim, ja. Grem. Sporočite javnemu tožilcu, da obžalujem dogodke, ki so se dogodili v moji miri. Zdaj se zdaj vse gleda. Nasvidenje. No, zdaj sem pa lepo treba kavanke. Zaslužil sem si jo. Cigara in pol. No, moj dragi Mobius. Za zaslonom kamina je konjak, si raje za kanitna. Prosim, gospodin inšpektor. Smem natočiti? Smete? Še
lahko pridem še enega. Gospod inšpektor, prositi vas moram, da me aretirate. In zakaj? Sestro Moniko sem vendar... Pa sami ste priznali, da ste ravnali po ukazu kralja Salomona. Dokler ne moramo aretirati njega, ste vi nedolžni. Kljub temu... Ja, nič kljub temu. Še. Glede, vsako leto primam tu v mesecu in okolici nekoliko morilcev. Ne prav dosti. Ko je takega polduceta, nekatere primam z veseljem, drugih mi je žal. Ampak ti moram kljub temu prijeti, pravica je pravica. Potem prijeti vidim vaše kolege. Najprej sem bil takoj jezen, ker nisem smel grebati, pa zdaj naenkrat uživam v tem. To je prvič, da imam pravica počitnice. To je bajen počitek, ker, dragi prijatelji, pravica je namreč silno utrudila človek se v narodni službi, tako zdravstveno kot moralno in meni je bila kratko malo potrebna pauza. Tako. Z Bogom. Prav lepo da pozdravite Einsteina in Newtona in priporočite me zalo. Seveda, gospod inšpektor. Kaj se dogaja? Juha se trnic mački. Kolega da bloškor da bilo. Čudno. Ponavadi imamo za večero bolj lahko hrano. Skromnejšo. Kaj so pacijenti v drugem poslopju? Nič lačni? Razumem. Po moji medicinski sestri je tudi meni minil apetit. Ostani sestre. Govoriti moram z vami, Jobius. Ja. Mogoče pa vseeno poskusili tole juho zjutraj. Miconočki res je slastna. Na. Moj dragi Jobius, zdaj za nas se skrbijo več medicinske sestre. Zdaj za nas skrbijo bolničari, velikanski fanti. Vse je vseeno? Ja, vam mogoče res. Ki se očitno želite vse življenje ostati tu v norišnici. Meni pa ni vse. Jaz hočem namreč ven. No, pa se lotimo tega poleta Labroš. Odkar na nas pazijo bolničarji, sem prisilen ukrepati. Še Stvar. ne povsem. Moj dragi Nubes, jaz to moram nekaj priznati. Jaz nisem nor. Seveda ne. Sir Isaac. Jaz nisem Sir Isaac. Vem. Albert Einstein ste. Neumnost. Tudi ne Herbert Gerhard Boyfer, kako tukaj mislijo. Moje pravo ime je Kilton. Pa moj. Albert Jasper Kilton. Točno. Utemeljitelj nauke o ustreznosti. Tak. Vi ste se vtihotapili sem. Tako da sem ga norca. Da bi vohunili za vama. Da bi odkril vzrok vaše norosti. In ker je sestra Doroteja prišla resnico in sledstvo. Sem ja. In neizmerno žalujem, ta dogodek. Razumem. Ukaz je ukaz. Seveda. Nisem mogel drugače. Seveda ne. Na kocki je bila moja misija, najbolj tajna misija naše tajne službe. Moral sem prepričati vse sume. Sestra Doroteja mi ni sploh imela več za norega in primarnika me je štela le za zmerno bolnega. Norost je bilo enkrat, za vse je treba dokazati z umorom. Imam bi ostale Kolega Labroša, da res imenitelj. In kako je vaša tajna služba prišla na svet? Ja, sem me obvestil. Veste,
Prav sem vašo dizertacijo o novejši fiziki. Spravo sem vso stvar za gračkarije, potem pa so se mi odprle oči. Pred sabo sem bil najgenialnejši dokument novejše fizike. Če sem pozadovati v avtorju, pa mi ni šlo v drog. Potem sem v bistvu našel tajno službo in ona mi je bolj srečna roko. Vi niste edini, ki je bral to dizertacijo v Kirchhoffu. Jaz namreč tudi nisem dan. Se smo predstaviti? Tudi jaz sem bil član tajne službe, ampak nekaj precej drugačne. Ime mi je Jozef Eisler. Tisti, ki je odkril Eislerjev efekt. Tisti. Izginil 1950-tega. Prostovoljno. S tem mi prositi, Eisler, da se z obrazom obrnete proti zidu. Ja? Se strinjam. Pionirov, da bi se prikazali polničevi. Prav. Zmešali ste mi načešte Kirchhoff. Vaši resnici sami ga zanarjali. Potoložite se, jaz vas tudi. Sploh višji, pa maj se glede robe, naprimer, ta zadeva sestro Irene danes popovdne. Začela je nekaj sumiti in si s tem sama podpisala s tem pred sobo. Nisem mogel drugače. Razumem. Ukaz je ukaz. Seveda. Na koncu je bila tudi moja misija, tudi najbolj tajna operacija moje tajne službe. Sosedemo? Posedimo se. Domnivam, Eisler, da me boste zdaj hoteli ljudi prisiliti, pripraviti do tega, da bi šel v vašo državo. Na vse zadnje vas imamo tudi mi za najbolj genialnega izmed žarečih fizikov. Nas teme hlade še zelo zanima tale večerja. Zgledam primer zadnje večerja na svetu svojega. Če to ne nič tekamo več? Pač na letem zdaj, ko sta ugotovila. Brgunca vam res? Natočite. Ulje je naprav. Ja, se ga bom kar dobil. Dobar tek. Dobar tek. Pacient Vojta, Tukaj. pacient Erneski, Tukaj. pacient Nubius, Tukaj. glavni bolničar Uwe Sievers, bolničar Murilo in Makartu. Po nasvetu oblasti je potrebno poskrbeti za nekatere nove varnostne ukrepe. Makartu, Murilo, pogledi. Imajo gospodje za čez noč še kakšno željo? Pacient Vojtler, Ne. pacient Günther, pacient Nubius. Ne. Gospodje, nasvidenje, lahko noč. Tunaj predvido je še veliko drugih takih orjakov. Kdaj že si opazoval skozi okno? Sledno, specialna pričarnica. Pod mojim oknom je kar nekaj mreža. Kako bi jo kdo pričaral? In jaz je tudi. In pri Nubiusu. Zaklenjeno. Ujeti smo. Logično. Mi pa naše medicinske sestre. Zdaj lahko pobegnemo iz norišnice samo s skupnimi načini. Ampak se je sploh močem pobegniti? Res. Niti najmanjšega razloga nimam za to. Ravno nasprotno svojo usodo tukaj sem popolnoma zadovoljen. Jaz pa nisem zadovoljen. Kaj je pa se ločina okoliščina, se vam ne zdi? Vsa čas s vašim občutkom, ampak vi ste vi kot tak splošen dobrina. Podali ste novo področje fizike. To še ne pomeni, da vse znanje je vaša last. Dolžni ste odpreti vrata tudi nam, ki nismo geniji. Hodite z nami. Čez eno leto vas vtaknemo v frak in transportiramo v Štokholm, kjer dobite Nobelovo nagrado. Vaša
tajna služba je res nesebična. Znam res. Tam je naredila vtis predvsem domneva, da ste rešili problem gravitacije. To drži. In to rečete tako mili. Je, kako pa naj bi rekel. Moja tajna služba je pa mislila, da boste enotno teorijo osnovnih delcev. Tudi vaša tajna služba lahko pomenim. Enotna teorija polja je odkrita. Univerzalna formula. Druge dobre plačanih fizikov so v amerikanskih državnih laboratorijih že leta in leta trudijo, da bi napredovali v fiziki. Vi pa to storite tako več kot za šalo, zapisano mesto v norišnici. Pa sistem vsak mogoče čez znanje Mobius. Tudi ta obstaja. Postavil sem ga kot praktični kompendij svojemu teoretičnemu delu. Naj se delam dolžnega, kar mislimo ima posledice. Dolžan sem bil študirati učinki, ki jih ima ta moja teorija polja in nauk o gravitaciji. Rezultat je porazen. Sprostile bi se nove, neslutene energije. Omogočena bi bila tehnika, ki si je najbolj živa domišljija ne more predstavljati. V primeru, da bi moje raziskave prišle ljudem v roke. Tega skoraj ne bo mogoče prepričati. Vprašanje samo, komu prišle v roke? To srečo verjetno želite svoji tajni službi, Kilton. In generalštabu, ki stoji za njo. Če bi uspel skupaj s fiziko pripeljati največjega fizika vseh časov, bo spoštoval vsak generalštab. Jaz spoštujem samo svoj generalštab. Človeštvo dajemo v roke velikanske sredstva moči in to nam daje pravico, da postavljamo pogoje. Moramo se sprijazniti, komu bomo uporabili našo znanost pri. Jaz sem se že odločil. Neumnost, Tyler. Glavni cilj je svoboda znanosti. Naša naloga pravite se nekaj več bilo šak. Kaj res? Prej tudi drugega drživa v šaku. Často najni tajni smo že prišli na isto misel. In če bi se Mobius odločil iti z vami, bi jaz ne mogel storiti ničesar proti temu, ker bi mi vi to preprečili. In prav to, ko bi bili brez moči, če bi se Mobius odločil. Zamiva ne bodo. Bojuva se! Žal mi je, da se bo stvar tako krvalo končala, ampak stele drug na drugega, da bolničari pa sploh. V skrajnem primeru tudi na Mobiusa, res, da je najpomembnejši človek na svetu, ampak njegove rukopisi so še pomembnejši. Moji rukopisi, sežgal sem jih. Sežgal? Prejle, preden se je vrnila policija. Sežgal? Delo 15 let! Zastori! Pa se uradno smo že! Zdaj, da imate dokončno svojih glavnih. Zato se moramo moriti medicinska sestra in se naučiti nemščine. Jaz se pa moram naučiti igrati na violino. Kakšna muka za posebnem muzikalnega človeka. Ne bi nadaljevali z večerjo. Škoda se, ko je tam plul. Trije fiziki smo. Odločitev, ki jo moramo sprejeti, je odločitev pred fiziki. Ravnati moramo znanstveno. Ne smemo dopustiti, da bi na nas vplival na naša mnenja, ampak samo logični sklepi. Poiskati moramo tisto, kar je razumno. Ne smemo si privoščiti miselnih napak, ker bi nas vsak napačen sklep lahko privedel v katastrofo. Izhodišče je jasno. Vsak od nas treh ima pred seboj isti cilj. Naše taktike pa so različne. Cilj je napredek fizike. Vi, Kilton, ji ohranjate svobodo, a ji odrekate odgovornost. Vi, Eisler, pa jo v imenu odgovornosti podrejate politike moči neke države. Kakšna pa je stvarnost? Če naj se odločim, hočem biti informiran. Dragi Mobius, pričakuje vas nekaj najslavnejših fizikov. Plače in stanovanje sta idealna, kot nekaj grozno, ampak klimatske naprave odlične. So vaši fiziki svobodni? Pa razumite, oni bodo storili vse, kar je moče, da rešijo problem, ki je pomemben za obrambo države. To niso svobodni. Eisler, vi se greste politiko moči, zato pa je potrebna moč, jo imate?
Ne razumete me prav napis. Moja politika moči je ravno tem, da sem se v korist neke stranke odrekel svoje moči. Pa lahko v smislu svoje odgovornosti usmerjate svojo stranko. Ali pa obstaja mara nevarnost, da bi stranka usmerjala vas? Se to je smišno. Jaz lahko da se zadnje samo upam, da se bo stranka ravnala po mojih nasvetih. Nič več. Že tako, da brez upanja ni političnega stališča. Pa so vsaj vaši fiziki svobodni. Kjer pa že te delajo za obrano v državi. Čudno. Vsak odvajo jih hvali druga teorijo. Realnost pa je enaka, ječa. Potem že raje ostanem tu v svoji norišnici. Imam vsaj zagotovilo, da me ne izrabljajo politiki. Nekaj pa je na se zadnje tema tudi tvegati. So stvari, ki se jih ne sme nikoli tvegati. Propad človeštva je že nekaj takega. Vemo, kaj ljudje počnejo z orožjem, ki ga že imajo, in lahko si mislimo, kaj bi počeli s tistim, ki jim ga omogoča. Temu spoznanju sem podredil svoje dejanja. Bil sem reven, imel sem ženo in 3 otroke. Na univerzi sem mi obetala slava v industriji denar. Obe poti sta bili prenevarni. Moral bi objaviti svoje dela, čemur bi sledila prevrat v naši znanosti in zlom gospodarskega sistema. Odgovornost mi je vsilila drugo pot. Odločil sem se za norčevsko čepico. Delal sem se, da se mi prikazuje kralj Salomon in že so me zaprli v norišnico. To vendar ni bil način. Ta korak je terjal razum. V naši znanosti smo trčili od meje spoznavnega. Poznamo nekaj zakonitosti, nekaj osnovnih povezav med nedolnljivimi pojavi. In to je vse. Neizmerno veliko drugega ostaje skrivnost, razumu nedostopno. Prišli smo na konec svoje poti, ampak človeštvo še ni tako daleč. Prebili smo se na čelo, nihče pa nam ne sledi, udarili smo v prazno. Naša znanost je postala strašna, naša raziskovanja nevarna, naša dognanja smrtonosna. Nad fizikom ostane samo še kapitulacija pred stvarnostjo. Ta nam ni dorasla, zaradi nas propada. Preklicati moramo svoje znanje in jaz sem ga preklical. Druge rešitve ni. Tudi zavarjeno. Kaj hočete reči? Imate skrivni oddajni. Kaj? Obvestite svoje delodajalce, da ste se zmotila, da sem v resnici nor. Potem bomo do konca življenja posedeli tukaj. Gotovo. Hudom, ki jim je spodpetilo še prste pa voha več. Še prste. In? Ostati morata pri meni v norišnici. Mi pa. Oba. No, bi morda od naj zahtevati, da zavečno. Zame je edina možnost, da me ne odkrijejo. Samo v norišnici smo še svobodni. Samo v norišnici smemo še misliti. Na svobodi so naše misli eksplozivne. Pa saj mi vendar nismo nori. Smo pa morilci. Protestiram! Tega ne bi smela reči, imam jaz. Zdor mori je morilec in mi smo morili. Vsak od nas je imel neko nalogo, ki ga je pripeljala v to ustanovo. In vsak od nas je z nekim smodrom umoril v svojo medicinsko sestro. Vidva, da ne bi ogrozila svoje misije, in jaz, ker je sestra Monika verjela vam. Bila je prepričana, da sem spregledani genij. Ni vedela, da je danes dolžnost vsakega genija, da ostane spregledan. Moriti je nekaj strašnega. Moril sem, da ne bi sprožil še strašnejše morije. Zdaj pa sta prišla vidva. Vaju ne morem umoriti. Morda pa vaju lahko prepričam. Naj postanejo naša prizadevanja in naši umori nesmiselni. Ali ostanemo v norišnici, ali pa bo svet postal norišnica. Ali se izbrišemo iz spomina človeštva, ali pa bo človeštvo izbrisano. Mobius. Ta strašna ustanova, pa ti strašni bolničari, pa ta grdava zdravnica. Zapijajo nas, kakor divje zveri. Mi smo divje zveri. Nas ne smejo spustiti na človeštvo. Res ni drugega izhoda. Ne. Johan Wilhelm Mobius. Jaz sem pošten človek.
Ostavi. Tudi jaz ostanem. Za zmeraj. Hvala vam. Zaradi majhne možnosti, ki jo svet le še ima, da se reši. Na naše medicinske sestre. Na sestro Dorotejo. Na sestro Dorotejo. Doroteja, moral sem te žrtvovati. Ljubezen sem ti poplačal smrtjo. In zdaj ti bom dokazal, da sem te vreden. Pijem na sestro Irene Štirjave. Na sestro Irene. Irene, moral sem te žrtvovati. Tebi v hvalo in tvoje danosti v prid bom sedaj modro ravnal. Pijem na sestro Moniko Štetler. Na sestro Moniko. Monika, moral sem te žrtvovati. Naj tvoja ljubezen blagoslovi prijateljstvo, ki smo ga v tvojem imenu sklenili trije fiziki. Daj nam moč, da bomo kot norci zvesto čuvali skrivnosti svoje znanosti. Spremenimo se spet norce. Strašimo kakor Newton po kiši. Spet zajerno violino, kjer sem ga šehtnukla. Naj se nam spet prikazuje Karl Salomon. Nori, ampak može. Ujeti, ampak svobodni. Fiziki, ampak nedolžni. Zivec, slika. Generalno Zivec Konstantin. Še vedno videti nenimno ta stara pretrvaška sablja pri Basedovki. Rad je imel junaške smrti. In so se prebili, se je tudi zgodilo. Tajnega svetnika obvesite v oddelek za ženske, milijonarka. Zdaj, ki bi ga postavili na hodnik. Je generalni direktor prve zakon ni vlastu že prišel. Zelebe se bomo čakajo, naj pripravim kaviar in šampanec. Korifejni so prišle sami, ampak delo. Pripeljite trojico za vas. Mobius, van. Newton, van! Einstein, van. Skrivnostna noč. Neskončna in uslišena. Pred mojim oknem igrata Jupiter in Saturn, kar zadeva v zakone vsemlija. Toda živno in dobro. Gajke močijo, vprašanje so tih. Rad bi igral na violine in hodniki. Pobožna noč, svetlo modra in blaga, noč velikega kralja. Njegova senca se lepi od zidu, njegove oči se svetijo. Mobius, po odredbi javnega tožilca sme s vami govoriti samo v prisotnosti paznikov. No, razumem, gospodična doktorica. Kar vam želim povedati, se tiče tudi vaših dveh kolegov. Elena Diospera Kritona in Josefa Alferja. Vi veste? Prisluškovali smo vašemu pogovoru, gospodje. Že dolgo vas imam na sume. Makartur, Murillo, ne si da Kirtonom in Alferja skrivno gajno. Roke za tili pripije. Pa srečeno. Roke dol. Zivers, reflektorje. Vsak poskus pobega bi bil zaman. Piše v kolega s pazniki. Pobegite se, Vitrija. Samo vi trije boste izvedeli mojo sigurnost. Izmed vseh ljudi samo vi trije. Tudi meni se prikazuje kralj Salomon. Salomon? Že vsa leta. Prvič se mi je prikazal v moji delovni sobi. Nekega pomembnega večera. Zunaj je še sijalo sonce in v parku je dolga žona. In nenadoma nasproti priplava zlati kralj. Kakor mogoče najdem. Znovi ljudje.
Njegove oči so se ustavile na meni, njegove usta so se odprla. Spregovoril je svojo služabnico. Vstal je od mrtvih, spet je hotel prevzeti oblast, ki mu je nekoč pripadala v to stranstvo. Razkril je svojo modrost, da bi mogli zdaj lahko prevladal svetu. Zapet ti v tebo norišnico spada. Ampak mrtvska je izdal. Zamolčal je tisto, kar ne sme ostati zamolčano. Ker to, kar je ugotovil kralj Salomon, ni skrivnost. Kar se da misliti. In vse, kar se da misliti v nekem trenutku, kdo zares misli. To, kar je ugotovil kralj Salomon, bi lahko ugotovil tudi kdo drug. Bilo pa ne bi to dejanje zlatega kralja. Sredstvo, s katerim bi zavladal svetu. In tako je obiskal mene. Svoja služabnica. Nori ste, nori, slišite. Zlati kralj mi je ukazal, naj odstavi Mobiusa in zavladam na mesto njega. Ubogala sem. Bila sem zdravnica in Mobius moj pacient. Tako sem počela z njim, kaj sem hotela. Leta in leta sem ga omanjala in fotokopirala zapiske zlatega kralja, dokler nisem imela vseh strani. Do zadnje. Me se je zmešala, popolnoma so me zmešala. Vsem se je. Delovala sem postopoma. Najprej sem izrabila le nekaj znanj, da sem zbrala dovolj denarja. Potem sem odprla mogočne obrate, kupovala tovarno za tovarno in zgradila mogočen pust. Uporabila sem sistem vseh mogočnih znanj, gospodje. Gospodična doktorica Monsanto, bolni ste, Salomon ni resničen. Nikoli se mi ni prikazal. Lažite. Izmislil sem si ga samo zato, da bi zavaroval svoje odkritja. Ne, vi ga zagajujete. Sprevidite že, no vendar, da ste nori. Nič bolj, kakor vi. Prav. Potem bom moral v celemu svetu razglasiti resnico. Vsa ta leta ste me zlorabljali, izkoriščevali, pustili ste celo, da je moja uboga žena plačevala zakon. Brez moči ste Mobius. Tudi če bi vaš glas prodrl v svet, bi vam ne verjeli. Za javnost niste nič drugega, kakor nevaren norec. Norili ste. Mon. Moratejo. Jaz sem samo izrabila priložnost. Treba je bilo zavarovati Salomonovo znanje in kaznovati vaše izsajstva. Morala sem vas onemogočiti z vašimi umori. Naščuvala sem vaše 3 medicinske sestre na vas. Predvidela sem vaše ravnanje. Volili ste bili kakor avtomati in morili ste kakor krvniki. Brez pomena je Mobius spremljeni namen. Kakor je bilo brez pomena zažgati rokopise, ki jih že imamo. Ta ustanova, dragi moji, ni več navadna bolnišnica. Ta hiša je zakladnica mojega trusta. Ti zidovi uklepajo 3 fizike, ki razen mene edini poznajo resnico. Zatekli ste se v glasno ječo, ker ti, ki vas pazijo, niso navadni pazniki za navce. Zivers je šef varnostne službe mojega trusta. Salomon je z vašo pomočjo mislil, z vašo pomočjo je ukrepal, zdaj pa vas bo obnovil. Z vašo pomočjo jaz pa prevzamem oblast. Jaz se ne bojim. Moja ustanova je polna norih, zmešanih, z odlikovanjem večjih sorodnikov. Jaz sem poslednji normalni človek svoje rodbini. Jaz sem konec. Ja, ne ga samo še za ljubezen do bližnjega, pa se me je Salomon usmilil. On, ki ima 1000 žensk, je zbral mene. Zdaj bo močnejši od svojih očetov. Moj trus bo vladal, osvojil bo deželje in kontinente, poletel bo v Andromedino galaksijo in izkoriščal sončni sistem. Račun se je šel. Ne svetu v Krist, temveč v Krist stare grebove delice. Ja, pojdi vas brz. Upravni dvor čaka. Svetovno podjetje na štartu. Proizvodnja se začenja.
Vsi ti pada roke, nori stranici sedelice. Kar je kdo že kar mislil, ni več mogoče preprečiti. Jaz sem Newton. Sir Isaac Newton. Urejen 4. januarja 1643 v Woolsthorpu pri Granthemu. Sem predsednik Royal Society, pa ni treba, da bi zaradi tega to ostal. Rekel sem hipotezis non fingo. Napisal sem matematične osnove novejše fizike. Moje dele prizaktivnejši optiki in višji matematiki niso brez pomena. Vprašanje gravitacije pa sem pustil za druge. Pisal sem tudi teološke knjige, dodatke k Roku, Davidu, Danielu in Janezovi apokalipsi. Jaz sem Newton, Sir Isaac Newton. Sem predsednik Royal Society. Jaz sem Einstein, profesor Albert Einstein. Rojen 14. marca 1879 v Londonu. Leta 1902 sem postal izvedenec švicarskega patentnega urada v Bernu. Tam sem postavil svojo slavno relativnostno teorijo, ki je preokrenila fiziko. Nato sem postal član Pruske akademije znanosti. Kasneje sem postal migrant, ker sem jud. Moja formula E je enako mc kvadrat je ključ za pretvarjanje materije v energijo. Ljubim ljudi in ljubim svojo violino. A na mojo pobudo je bila zgrajena atomska bomba. Jaz sem Einstein, profesor Albert Einstein, rojen 14. marca 1879 v Londonu. Jaz sem Salomon. Jaz sem ubogi kralj Salomon. Nekoč sem bil neizmerno moder, bogat in bogaboječ. Mogočneži so se tresli pred mano. Bil sem kralj miru in pravičnosti. A moja modrost je ugonobila mojo bogaboječnost. In ko se nisem več bal Boga, je moja modrost ugonobila še moje bogatstvo. Prazna so zdaj mesta, ki sem jih vladal. Mrtvo kraljestvo, ki mi je bilo zaupano. Modro svetlikajoča se puščava je. In okrog neke majhne, brezimne rumene zvezde kroži radioaktivna zemlja, brez smisla in brez prestanka. Jaz sem Salomon. Jaz sem Salomon. Jaz sem ubogi kralj.